Stopnički, kakšnega leska bo njena današnja uvrstitev, pa bosta seveda odgovorili samo še zadnji dve. Spoštovane in spoštovani, čez nekaj trenutkov bo na progi v Oreju 31-letna Črnjanka Tina Maze, v letošnji sezoni izvrstna, ima že 3 zmage na tekmah svetovnega pokala in to v 3 različnih disciplinah. Najprej je zmagala na slalomu v Leviju, potem bila najboljša na smuku v Lake Louisu. V Lake Louisu je v nedeljo stala tudi na zmagovalnih stopničkah v superveleslalomu, bila je tretja, včeraj je zmagala še na veleslalomu, zdaj pa se torej podaja na progo v Oreju v tej finalni vožnji še in lovi odlično slalomsko vrstitev v zgornjem delu, torej je zdajle, ima 21 stotink prednosti pred vodilno Frido Hansdotter, ali bo to zadostovalo, bomo videli seveda čez približno 40-50 sekund, v zgornjem delu malce bolj previdno, kot smo jo sicer vajeni in zato že zaostanek 11 stotink, zdajle bo morala smučati odlično v srednjem in spodnjem delu, včeraj je odlično smučala v spodnjem delu na veleslalomu, ali je to sposobna pokazati tudi danes na slalomski predstavi, res je zelo utrujen, ampak zdajle bo iztisnila zadnje atome moči sebe, pri drugem merjenju mestnega časa že vodi 19 stotink prednosti, zdaj držimo pesti, spoštovane in spoštovani, da bi uspel še takšen spodnji del kot včeraj na veleslalomu, dvakrat sicer tudi ona iz idealne smeri, ali bo zadržala prednost, mislim, da bo, to bo najmanj drugo mesto na današnji tekmi, tako je, Tina Maze v cilju, 26 stotink prednosti in zdaj je na potezi samo še Marija Pietile-Holmner. Slišali ste? O ja, res je, strinjamo se, Tina Maze tudi danes torej izvrstna, najmanj druga bo na današnji tekmi, na vrhu je namreč samo še ena in to je Marija Pietile-Holmner, 28-letna Švedinja, ali bo prva iz švedske slalomske vrste, ki je bila vedno v zgodovini izvrstna, ki bo uspelo zmagati pred domačimi navijači v Oreju, ali pa bo še drugič v 2 dneh zmagovalka Tina Maze, torej samo še Marija Pietile-Holmner, njena prednost 22 stotink, torej skoraj da brez prednosti bi lahko rekli pred tem finalnim nastopom pred Tino Maze. Marija Pietile-Holmner, Tina je spet izvrstno smučala v spodnjem delu, v katerem je izvrstno smučala tudi Mikaela Shiffrin, vendar pa Mikaela Shiffrin je v tem trenutku na 3. mestu, Tina Maze vodi, na 2. mestu pa je Frida Hansdotter, v zgornjem delu Marija Pietile-Holmner zelo dobro in povečuje svojo prednost na 3 desetinke, v zgornjem delu Tina Maze ni bila tako uspešna kot tekmice pred njo, zato ostaja upanje, da bi Marija Pietile-Holmner svojo prednost zapravila do cilja. Seveda ne bomo objokovali tudi 2. mesta, ampak ne bomo se predali zdaj le nadaljavo v boju z Marijo Pietile-Holmner, ki ima samo še desetinko prednosti po drugem merjenju mestnega časa. Ali bo to zadostovalo? V spodnjem delu je Tina Maze smučala izvrstno in ima 26 stotink prednosti pred Frido Hansdotter, ki je na 2. mestu. Tina Maze torej zdaj le čaka, mislim pa, da Marija Pietile-Holmner vseeno smuča malce hitreje. Tesno bo, vseeno na koncu 6 stotink prednosti za Marijo Pietile-Holmner. Seveda privoščimo tej 28-letni smučarki 3. zmago na tekmah svetovnega pokala in se res veselimo odlične izvrstne uvrstitve Črnjanke. 2. mesta na koncu 6 stotink je torej zmanjkalo. Drugi čas finalne vožnje za Tino Maze.